sistem e-naročanja in postopki e-naročanja je samo ena od možnosti naročanja na zdravstvene storitve. Še vedno je možno se naročiti na vse obstoječe prejšnje načine, to pomeni telefonsko, osebni obisk pri zdravniku, neke ustanove imajo tudi svoje spletne strani za naročanje, kar seveda spet za starejše bolnike je lahko težava. To se pravi, to je le neka dodatni kanal za e-naročanje. Za naročanje seveda. In bi pa povedal to, seveda ljudje postajamo starejši, vendar tudi informacijsko vse bolj izobraženi. Moj oče, bom ga omenil in če bo tole gledal, bo verjetno zadovoljen, je star 85 let, uporablja računalnik, uporablja ga med drugim, poleg plačevanja in podobnih stvari, tudi za e-naročanje in je zelo zadovoljen in ponosen na sklede, ki smo to pravzaprav naredili na tak način, kot smo naredili. So pa seveda kdaj kakšne težave, to pa pač priznamo, ki jih bo pa skozi manj. Samo uvajanje e-zdravja poteka po neki, da rečem, inerciji, kolikor lahko tudi ekipa, ki nas je tukaj zbrana, ki je zelo, zelo majhna, sodeluje pri vseh teh postopkih uvajanja, izobraževanja in tako naprej. Zato enostavno nekaj časa rešitve e-zdravja in sicer informatizacija zdravstva ne bo mogoče na takem nivoju, kot bi bila. Vendar želel sem poudariti še nekaj, da ni potrebno več nositi vseh dokumentov od zdravnika do zdravnika. Poleg e-recepta, poleg e-napotnic obstajajo tudi rešitve, kot so teleradiologija, kjer lahko si izvajalci med seboj izmenjujejo radiološke slike iz rentgena, ultrazvoka, magnetne, to se pravi MRI-je, in v teh primerih ni potrebno več nositi dokumentov od enega do drugega izvajalca. Seveda, takih rešitev bo vse več, še več, če bojo tudi sredstva za to temu namenjena. Do vaših podatkov ima dostop vaš osebni zdravnik in do nekaterih podatkov ima dostop tudi specialist, do katerega ste bil napoten. Vendar ima ta specialist dostop do vaših podatkov samo za trajanje obravnave. Ne pomeni, če je danes vas ta specialist pregledal, da bo imel potem v neskončnost dostop do teh podatkov. Ne, dostop do teh podatkov ima, dokler traja obravnava. In še nekaj bi morda v zvezi s tem povedal. Vsi dostopi do vaših podatkov so v sistemu zabeleženi in se lahko preveri, kdo, zakaj, kdaj, s kakšnim namenom je dostopal do teh podatkov, kar seveda s papirjem ni bilo mogoče. Z uvedbo e-zdravja kratkoročno jaz mislim, da država ne prihrani, ni prihranila, ker na koncu koncev je zato, da so se te rešitve prvo razvile, potem uvedle in da se sedaj uporabljajo v obsegu, ki se uporabljajo, so bila uporabljena velika sredstva. Vendar s časom bo ta elektronsko poslovanje, ki procese v zdravstvu, od procesov, ki se začnejo s samim pacientom, pa do procesov, ki potekajo v zdravstvenih ustanovah, jih bo poenostavilo e-rešitve, e-zdravje, naredilo bolj pregledne, bolj nadzorljive na koncu koncev in seveda po drugi strani bo pa papirja vedno manj. Trenutno v določenih primerih še vedno bolj zaradi varnosti kot zaradi česa drugega izpisujemo določene dokumente, vendar samo ljudem, ki si tako želijo.
lahko še, recimo, govorim konkretno zdaj le mislim, v mislih imam potrdilo o e-napotitvi. In to lahko pacient dobi kot nek izpis v roko, lahko se mu pošlje tudi na elektronsko pošto ali preko SMS sporočila. In pač to je sigurno nek prihranek, ki bo, da rečem, prav tako materialno merljiv z denarjem.